Živjo, dobrodošli na letošnjem velikem spletnem zaključku poletavcev. Čakata nas kar 2 nagradni žrebanji, ampak preden se jo lotimo, vas bosta pozdravila direktorica Mestne knjižnice Ljubljana in župan Mestne občine Ljubljana. Lepo pozdravljam poletavce, letošnje poletne bralce ob zaključku prireditve, na katero smo zelo ponosni. Vsem vam čestitam, da ste tako pridno brali celo poletje. Obenem pa vam želim, da bi ne brali samo poleti, ampak da bi postali naši celoletni bralci in še več, želim si, da bi brali pravzaprav kar celo življenje. Potem šele bomo lahko rekli, da je naš cilj izpolnjen in da je naša naloga opravljena. Še naprej vam želim zelo prijetno branje. Knjiga je najboljše orožje. Dragi otroci, berite še naprej. Vaše znanje, ki boste s tem pridobili, vam bo razširilo pogled na življenje in tudi ustvarilo mnoga nova prijateljstva. Živimo skupaj, spoštujemo vse različnosti. Srečno ob knjigi. Letošnji poletavci so že 10. po vrsti, zato smo si privoščili malo prazničnega vzdušja. Letos vas je bralo več kot 2200 in če je vsak bral pol ure na dan, to znese skoraj 2 milijona minut. Če to preračunamo v leta, dobimo slabe 4 leta branja med enim samim poletjem. Branje je zajelo celo Slovenijo, pridružili pa so se nam tudi mladi bralci iz Bosne, Italije in Nemčije. Mestni knjižnici Ljubljana pošiljamo lepe pozdrave iz Berlina in iskrene čestitke ob 10-letnici čudovitega projekta Poletavci, poletni bralci. Tudi učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu že vrsto let sodelujejo v tem lepem projektu in se vsako leto zelo razveselijo priznanj in majčk iz Slovenije, ki jim pomenijo posebno spodbudo za branje v slovenščini. Le tako naprej. Jaz sem Asa, jaz sem 10 let stara, živim v Berlinu. Sem v počitnicah vsak dan 2-krat brala slovenske knjige in veselim se na Marju. Moje ime je Karla Juna, star sem 10 let, živim v Berlinu in v učiteljicah sem skoraj vsak dan bral slovenske knjige in veselim se, da bom dobil majčko Poletavci. Poletavci, pozdravljeni! Moji učenci doma ne govorijo slovensko, zato je branje slovenskih besedil za njih še toliko bolj pomembno. Vesela sem, da se vsako leto priključijo poletavcem. To poletje ni bilo veliko možnosti za potovanja. Tudi moji učenci iz Bosne in Hercegovine niso mogli priti v Slovenijo. A na potovanja so nas popeljale knjige. Ob knjigah se naučimo marsikaj novega. Odkrivamo zanimivosti našega sveta, v nenavadne svetove pa poletimo kar na krilih domišljije. Čestitam vsem poletavcem! Prva nagrada preverjeno deluje. Najprej bomo izžrebali poletavca ali poletavko, ki bo dobila tega zelenega lepotca za mano. Vaših branih seznamov je toliko in tako so dolgi, da tole kliče po malo drugačnem žrebu.
doma. Še nekaj? Imamo prvega nagrajenca ali nagrajenko? Ja, moram brati, ker imam preveč čez oči. To je Bor Mahnič Dobrovoljc. Kakšen seznam. Dobro. Bor je bral nekaj stripov, Asterixa na olimpijadi, pa Čarovnice, bral je Charlija v tovarni čokolade, Groznega Gašperja, potem pa Garfielda, Tintina, pa še malo Garfielda. Zelo lep seznam in iskrene čestitke Boru Mahniču. Bor, šotor je tvoj. Poletavci so poletni projekt, zato ne moremo brez malo počitniške nostalgije. Jaz sem si na tale elektronski bralnik naložil še zadnje poletno branje, ki ga bom poskušal prenesti v jesen, čeprav v resnici tale bralnik ni zame. To je nagrada za najpoletavca ali najpoletavko, ki ga še moram izžrebati. Pri najpoletavcih ste brali 3 obsežnejša knjižna dela in potem izbrali svojega najljubšega knjižnega junaka in v njem nekaj napisali. Zdaj pa, dovolj pisanja, čas je za žreb. Nagrado bom postavil na stran. Tule ste vsi najpoletavci in najpoletavke. Oprostite, vrgal vas bom na tla. In se lotil dela. Evo ga! In letošnja najpoletavka, ki je v žrebu osvojila elektronski bralnik, je Beti Bandel. Čestitke, Beti. Vemo, kaj si brala? Mlado luno, mrk in pa jutranjo zarjo. Najbolj pa te je navdušila Bela, ki je tako nežna in močna hkrati. Upamo, da ti bo elektronski bralnik lepo služil. To sta bili 2 nagradni žrebanji, najpomembnejša stvar pa vedno pride na koncu. Saj veste, da čisto vsi, ki ste sodelovali v letošnjih poletavcih, dobite svojo nagrado in priznanje, ki vas bosta čakala v vaši najbližji knjižnici. Poleg tega pa vam iz srca čestitamo za voljo in branje čez celo poletje. Morda niste bili zmagovalci nagradnega žrebanja, ampak za nas ste prav vsi bralni junaki. Imejte lepo šolsko leto, polno avantur, tudi takšnih bralnih.